Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polnoštevilna, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Oborožite se. Tako na družbenem omrežju poziva Tomaž Štih, alias Libertarec, ki po dostopnih podatkih sicer živi in dela v Veliki Britaniji. Sledijo še nasveti glede legalne in nelegalne pridobitve orožja. In pa očitno potrebujete vsaj 100 nabojev za kalašnikovko. Janšev poziv, da vlada z ukinitvijo dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja napoveduje novo državljansko vojno, očitno že daje prve rezultate. Sedaj pa se lotimo 133. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali škofjeloški pasijon, koga so užalili škofjeloški študentje in zakaj se zanje opravičuje Borut Pahor. Kljub dežju je bilo spet pestro na vsakoletni študentski tržnici. Zmaga pa pripada klubu škofjeloških študentov in Katji, ki je bila kot Kristus pribita na zaboje piva. Nam je preko družbenega omrežja, kako pa drugače, sporočil bivši predsednik Republike Pahor in sprožil pravi stampedo. Koga so užalili škofjeloški študentje in zakaj se za njih opravičuje Borut Pahor, nam bosta povedala naša stalna komentatorja Tino Mamić in Janez Zupan. Tino, Janez, toplo pozdravljena v Faktorju. Živijo, dobro večer. Najprej me zanima, kje sta vidva zvedela za ta dogodek, namreč, da je ena študentka bila kot Kristus pribita na zaboje piva v položaju križa. Sta to zvedela kje drugje ali sta zvedela ravno preko objav bivšega predsednika Republike? Ja, jaz sem zvedel prek nekega novičarskega portala, ki je povzemal ta Instagram post od Boruta Pahorja. Ja. Se pravi, je Borut Pahor tisti vplivnež, ki je v bistvu, od katerega si ti to zvedel? Od katerega je prišla poplava. Ja. Kaj pa Tino? Ja, tudi na družbenih omrežjih, mislim, da sem na Twitterju to opazil in v bistvu bil tako presenečen. Sicer sem videl samo, ker nimam Instagrama, tako da nisem videl originala, sem videl samo opravičilo in potem sem v medijih najdel tisti izvirni. Izvir, ja. Se to se mi zdelo zanimivo, mogoče vama tudi, da je res Borut Pahor te slike, fotografije objavil na Instagramu. To je neko omrežje, ki njemu očitno najbolj pisano na kožo. Že ko je bil predsednik Republike, je tam uvajal neke nove pristope in tudi se vedno rad razgovoril o tem. In jaz moram reči, da mu sledim na Instagramu in sem videl te fotografije in že takrat se mi je čudno zdelo, ko je recimo to fotografijo objavil in tisti njegov pripis zraven. Potem se mi je pa še bolj čudno zdelo, da se je pa potem na Twitterju opravičil za to, kar se je kasneje zgodilo. Ampak fotografij iz Instagrama pa ni umaknil. Če greš pogledat njegov Instagram profil, še danes najdeš te fotografije. Zdaj, Tino, ti si rekel, najprej si videl to opravičilo. Kaj si recimo mislil, ko si to opravičilo prebral? Ja, tako, moja prva misel je bila seveda to, da se v bistvu nepomembnemu dogodku, bizarnemu v svojem bistvu, dalo en pomen, ki ga ni imelo in v bistvu se jih je legitimiralo. To je podobno kot streljanje v Beogradu. Ko je tisti 13-letnik streljal in so ga potem vsi pokazali, je ta 13-letnik bil zadovoljen s tem, da je prišel v vse medije. In to je potem spodbudilo tudi naslednika, da je v naslednjem dnevu že imel posnemovalca in jih bo imel verjetno še več, ker se to tako dogaja, ker jim v bistvu mediji dajo publiciteto. In tu gre za odgovornost medijev. Zdaj v tem primeru je medij tudi Borut Pahor in je on dal temu v bistvu, lahko rečem, kar slaboumnemu vicu, ki to ni smešno, to recimo, kar so naredili, ni nek smešna zadeva, da bi se izsmejal, ker je v bistvu tako primitivno, je pritlehno, neravno brihtno, neravno inteligentno in predvsem pa ni smešno. Zdaj pa, ko je dal predsednik Republike in to legitimnost, pa so potem vsi zvedeli in so potem ti, ko bi rekel, obrobni ljudje, ki so dobili svojih 5 minut v medijih, so potem prišli v bistvu s to neumnostjo
ven. Ne? Tako da so dejansko oni zmagovalci. Tako kot je v Beogradu tisti 13-letnik, on je zmagovalec vsega tega, zato ker so njega v bistvu na koncu nagradili z medijsko pozornostjo. Janez, a se tebi zdi to opravičilo bivšega predsednika republike v redu? Saj smo ga za kratek čas že pokazali na ekranih. Namreč to, kar je napisal na Twitterju. On je v bistvu napisal, da verjame, da pač ti študenti niso mislili nič slabega, ne? Tudi on ni mislil nič slabega, ampak da to pač ne zmanjšuje njegovega opravičila. Se ti zdi to neko iskreno opravičilo, se ti zdi ustrezno, ali vendarle glede na to, kar Tino pravi, bi pričakoval kaj bolj konkretnega? Borut je izpadel tukaj s tem opravičilom en pusi, po mojem. Sploh glede na to, da ni umaknil svoje objave tudi na Instagramu, verjetno stoji za tem, kar je napisal na Instagramu najprej, torej, da se mu zadeva zdi blazno zabavna in zato je tudi to opravičilo brezvezno, namesto da bi pojasnil, zakaj se mu zadeva zdi smešna in zakaj bi reflektiral pač na nek način to stvar, zakaj do te objave sploh prišlo in kaj je v tem smešnega in tako naprej, se gre nekaj na pol opravičevati, nekaj, kar v bistvu težko jemljemo kot neko resno opravičilo. In se mi zdi, da izpade neresno, no? Da je to neresno, hkrati pa tako, kot sem rekel, no, se mi zdi, da je nareva izpade. Jaz se moram pa opravičiti, ker sem dobil tak feedback, kakršnega sem dobil, kljub temu, da v resnici ne mislim tako, kot sem se opravičil. Tako da se mi zdi, da to precej dobro pokaže torej odnos do teh stvari, recimo odnos do nekega krščanskega izročila, do neke, po drugi strani tudi do neke stvari, ki je nekomu sveta, ne? Ker tukaj so se ponorčevali ti študenti iz nečesa, kar marsikomu zelo, zelo veliko pomeni, ne? In zdaj norčevati se iz tega je seveda legitimno, je pa nesramno na nek način, ne? Zdaj verjetno bomo potem se še naprej pogovarjali o tem, kdo je užaljen, pa kdo ni užaljen, ampak nekako tako, no, za začetek. Ja, zdaj, če se spomnimo par let nazaj, ne, smo imeli tisti primer, ko je takratni državni sekretar voščil Božič s citatom iz filma Sam doma. Če vidva zdaj recimo takratno tisti dogodek primerjate s tem aktualnim, bi potegnila lahko kakšne vzporednice, kaj se vam zdi hujše, gre za podobno zadevo. Takrat je tudi bilo kar precej viharja okrog tistega, ne? Kaj ti meniš o tem, Tina? Jaz mislim tako, ne, da kristjane so od vsega začetka, praktično od Kristusa naprej, so kristjane preganjali, žalili, provocirali in obtoževali stvari, ki jih niso naredili. Ne? Seveda so tudi kristjani svojega denarja vredni, ne? Ampak zdaj, če se omejimo samo na te napade, ki so neupravičeni. Ja. Torej, tega je bilo vedno veliko in ga bo vedno veliko. In če si ti resen kristjan, boš dejansko od teh napadov deležen, zato ker je to edina samoobramba, ne? Samo na ta način te lahko se ti nekako upirajo oziroma ti v nekem smislu dajo legitimnost, ne? Ti povedo, da jih ogrožaš, da si neka konkurenca. Ne? Tako da jaz tega ne bi tako grozno gledal, kot da je to neka grozna žalitev, seveda je, ampak to je bolj problem tistih, ki žalijo. Ne toliko zdaj, da bi se, ne vem, jaz šel pač celo noč jokati, zato ker je nekdo se norčeval iz mojega vzornika. Je pa to, če gledamo na našo kulturo, na našo državo, je to zaskrbljujoče, ne? Zato ker pomislimo, recimo, ti ljudje, ti škofjeloški študentje, so se norčevali iz kristjanov, tudi iz svoje, recimo, kulture, ne? Ker škofjeloški pasijon je škofjeloški, ne? Srednjeveški, škofjeloški. Ja, to se mi zdi zanimiv vidik, ja. Zdaj, če imaš ti kristjane, ki so v nekem primežu, ne? In se potem norčuješ iz njih, to ni lepo, ne? Če se, recimo, škofjeloški pasijon prikazuje križanje, nekaj žalostnega, ne? Iz tega se pač ne moreš delati norca, ne? Ni smešno, ne? To, kot sem že v začetku povedal. Druga stvar, ki je pri škofjeloških študentih problematična, pa je njihova strahopetnost, ne? Lahko se je delati norca iz nekoga, ki je šibkejši in ki ne bo udaril nazaj. Ne se poskusijo iz Mohameda tako norčevati.
ne, pa da vidimo, če jih je kaj v hlačah. Ne. In če bi se iz Mohameda norčevali, bi potem tudi država skočila. Ne, pa ne pravim, da je prav, ne, da se iz Mohameda ali iz islama norčuješ, ampak dajte, če vas je kaj v hlačah, potem bodite enakopravni do vseh. Ne. Ja. Mogoče si jim dal idejo zdaj, Tino, za naslednjo Štisovo Brez skrbi, tržnico. ne bojo se. Naslednje leto, ja. Janez, zdaj, kaj ti praviš? Ja, jaz se ti moram najprej zahvaliti, da to oddajo delaš na današnji, torej slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. In sicer v današnji liturgiji se bere torej zadnji stavki Evangelija po Mateju, kjer Jezus reče, da bo z nami vse dni do konca sveta. In tudi seveda s škofjeloškimi študenti, ne glede na to, kakšne traparije jim hodijo trenutno po glavi, bo z njimi vse dni do konca, torej do konca sveta. Tako da, kar se pa tiče zdaj tega koga so užalili, koga niso užalili, jaz mislim, da katoličani nasplošno nismo snežinke. No, tako kot je Tino rekel, se mi zdi, se mu pridružujem, mislim, da smo bili v zgodovini že veliko hujših, torej zasramovanj in žalitev deležni, tako da mislim, da taka žalitev nas kaj dosti ne prizadene, seveda nekatere zelo, no, ampak mislim, da nas klene katoličane. Mislim, da niti ne bi smelo, ker prej kot to se mi zdi tudi tista Tinova torej opaska na mestu, da ti prej pride kako bi se temu rekli, nek sram ali pa mogoče neka nelagodnost za tiste študente, ki te stvari izvajajo, ne, tako kot recimo nelagodnost ob tem, ko predsednica parlamenta poje na neki prireditvi, se mi zdi, da profesionalni pevci niso čutili neke užaljenosti, zdaj jih pa užalila, ker ne zna peti, ampak so prej čutili nek sram ali pa neko tako globoko nelagodje napram njej, zakaj take stvari v javnosti počne. In se mi zdi, da je bil to prvi vzgib nas, torej nas kristjanov, nas katoličanov, torej zakaj je tega treba, zakaj se na tak način ponižujejo sami sebe, prej kot križ pa Kristusa, tako da to, no. Ok, predlagam si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, koga so užalili škofjeloški študenti in zakaj se za njih upravičuje Borut Pahor. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Tino Mamić in Janez Zupan. Pogovarjamo pa se o tem, koga so užalili škofjeloški študenti in zakaj se za njih upravičuje Borut Pahor. Tino, Janez, delno smo se sicer za hip tega že odtaknili v prvem delu oddaje, ampak vendarle bi vaju rad še enkrat vprašal. A ste videli kaj presenečenja, da je šlo ravno za študente iz Škofje Loke? Tino, ti si že omenil škofjeloški pasijon, ki je eden pač največjih tudi kulturnih dogodkov pri nas, zdaj se samo na vsakih nekaj let izvaja in prebral sem v kolumni v tedniku Domovina oziroma na spletu v Domovini, da so ti študenti pač celo hoteli najprej imeti prav kostume iz te uprizoritve škofjeloškega pasijona, da bi jih uporabili na tem svojem dogodku, performansu, kako ćemo temu reči, na tej Škisovi tržnici. Pa me zdaj zanima vajino mnenje, ste videli presenečeni, da so to ravno študenti iz Škofje Loke počeli, ne pa recimo zdaj, da ne bo kdo užaljen, ne vem, iz Štepanskega naselja iz Ljubljane? Ja, po eni strani je to sicer v redu, če se naročuješ sam sebe. To je etično, ko gledamo humor, najvišja stopnja humora je, ko se delaš norca iz samega sebe. In z tega stališča bi bilo to v redu, ampak po drugi strani je pa precej nelogično, da se v bistvu, če v nekem smislu sam sebe žališ, ker se delaš, v bistvu to je nek posmeh bil, ni komedija. Sej, recimo iz Jezusovega življenja se delamo norca tudi, ne vem, mnogi kulturniki se delajo norca ali pa imajo pokajo vice o Jezusu in tako, ni nič narobe. Recimo, pogledajte Gregorja Čušina, koliko se njemu narežiš na račun Svetega pisma, ampak ni žaljiv. Tukaj je pa tako banalno in žaljivo. To je tista osnovna razlika, primitivnost, primitivizem,
Zdaj, žalostno je pa to, da je v bistvu pri Pahorju, mene je dejansko Pahorjeva reakcija je nenavadna. To, da pač tisti študentje, tam je bil verjetno eden ali pa dva sta bila tista, ki sta hotela in pol vsi drugi so se ustrašili, da bi, če bi se jim upirali, ne, to je pač obdobje življenja, ko se to tako dogaja, ampak da je Pahor potem tako populistično naredil, ne, da je pač naredil tisti selfie, ker mu je bilo važno samo, da bo pridobil nekaj teh novih sledilcev oziroma da bo postal bolj popularen, ne. Temu se reče prav ta klasičen primer populizma, šolski primer populizma. To me je dejansko presenetilo, ne, ker recimo Pahor je vendarle zelo inteligenten politik, zelo načitan, ne, in da potem dela neke take neumnosti, ne, vključno s tem, da je napisal recimo Boga z malo, čeprav gre tukaj po vseh slovničnih pravilih, tudi od tistih največjih komunistov bi morali tega Boga napisati z veliko, ker je mišljeno na krščanskega Boga. To je konkreten Bog, ja, ni Bog nasplošno. To ni Perun, ne, to ni ne vem, Zeus, ne, ampak je Bog Jehova, ne, torej Bog bi moral z veliko. Tako da recimo, da en visoko izobražen politik ne zna niti toliko slovnice, da napiše pravilno, ne, to kaže na to pomanjkanje tistega osnovnega znanja in osnovne razgledanosti, ki bi jo moral imeti, ne. In tu je prišla na dan tista njegova puhlost, ne. On je po eni strani je, kot sem rekel, zelo načitan in talentiran, po drugi strani pa včasih gre v to puhlost oziroma se ne zaveda in se niti ne sekira, ne. Če se kaj o kristjanih reče narobe, to v Sloveniji ni problem. Zdaj bi se branil za tisto, ne, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen, ampak mi bomo se delali, da smo brez greha, saj za potrebe te oddaje, pa bomo kamne še metali. Janez, zdaj vam v Tržiču se verjetno ne bi moglo kaj takega zgoditi, kakor se je temu v Škofji Loki, ali kako? Ja, dobro vprašanje. Mogoče v Tržiču bi se tudi dal, ampak v Štepancu pa ne vem, če bi se res kaj takega spomnili. Sicer žal nisem bil na tej povorki, verjetno mislim, da je vsako leto, da je neka povorka in da potem predstavijo se klubi oziroma različne enote študentov. Ja, to je kot tržnica in se klubi študentov predstavijo. Tako, in po eni strani pozitivno, da so se tega spomnili, ne, torej, da so se vseeno spomnili na krščanstvo, na krščanske vrednote, pa so se iz tega ponorčevali, recimo. Ker dvomim, da bi torej študentom v Štepancu prišlo kaj takega na misel, ker se mi zdi, da je vseeno toliko bolj sekularizirano v Štepancu, torej študentsko življenje, da jim kaj takega ne prišlo na misel. Pa mogoče še kaj drugega. Torej, to so stvari, ki se jih lahko spomnijo bolj na periferiji, da tako rečem. Je pa po drugi strani seveda zanimivo tudi to, ne? Če štejemo, seveda, torej Škisova tržnica nikoli ni bila nek presežek nekega intelektualizma, ne vem česa, ne? Da bi zdaj pričakoval od študentov nekaj malo bolj, ne toliko na prvo žogo neke podvige v teh povorkah ali pa mogoče kakšno malo tako bolj inteligentno satiro, ne? Ampak po drugi strani pa kad človek razmišlja, ne, kje se pa dogaja tisto, recimo temu torej študentski intelektualno življenje, ne, oziroma tudi ta, da satira ali pa da tiste žlahtne stvari pridejo na plano, bi prej rekel, da mogoče na Marihuana maršu je več tega intelektualnega kot na Škisovi tržnici, kar seveda ful pove o naši prihodnosti in o naši intelektualni eliti čez nekaj desetletij, recimo, ali pa čez 10 let. Tako da je kar več vidikov, ki so tukaj po eni strani, lahko rečemo, ok, se je fajn, da so se nas to spomnili, pa da so še celo hoteli kostume in tako naprej. Po drugi strani pa to na prvo žogo, ne, se delati norce iz nekoga oziroma iz nečesa, pravzaprav, ker verjamem, da se niso delali norce iz kristjanov, ampak so se delali pač iz nekega momenta norca, se mi pa zdi vseeno malo tragično v bistvu. No. Ja. Zdaj, a ste videli presenečenje, da pač, se pravi, jaz nisem saj zasledil, no, mogoče jim delam krivico, ampak da se ti študenti iz Škofje Loke pač nikjer niso upravičili, nikjer niso poskušali pač pojasniti tega, kaj so hoteli s tem narediti. Ste videli na tem presenečenje? Jaz nisem, zato ker po eni strani, tako kot je Janez rekel, je dejansko, in kar tudi profesori na fakultetah govorijo, ne, je intelektualni nivo študentov zelo padel. Ne? In zdaj po teh društvih pa verjetno še toliko bolj, ne? Ker študentje študirajo, nimajo veliko časa za take performanse. Tako da z tega stališča pač verjetno niti ne razumejo, ne?
Starši jih pač vzgajajo tako, da jim niso nič povedali in potem oni ubogi in ostanejo tam, ne razumejo. Ne? To je v bistvu ta primitivizem, ne? To je idiotes, bi rekli v grščini, tem ljudem, ki ne razumejo sveta okrog sebe. Ne? Tako da je žalostno, da potem ljudje, ki ne razumejo, da jih potem vsi gledajo in jim ploskajo. Ne? Zdaj, en vidik mi je še zanimiv pri tej zgodbi, namreč vloga bivšega predsednika republike, tako in drugače. Zdaj, moram tukaj narediti tudi eno razkritje. Mislim, da sem bil med prvimi, ki smo ga prvič peljali na eno tako Škisovo tržnico. Takrat je bil še mlad obetaven politik, predsednik stranke, kjer je član sem bil tudi jaz in se nam je zdelo, da je to dobra reklama, ker je pač bil priljubljen tudi med mladimi. Očitno se mu je tukaj dopadlo, da je pol skozi hodil, tudi ko je bil na funkcijah kot predsednik vlade, kot predsednik republike, se vsako leto praktično udeleževal te Škisove tržnice in tudi zdaj, ko ni več v politiki, saj uradni, očitno rad tja zahaja in nas o tem tudi obvešča preko družabnih omrežij. Več objav je imel na to temo, recimo napisal je, da pač mu je tam zmerom lepo in da spet ni razočarala in tako naprej. In potem je celo še posnel ta sebek, selfie z to Katjo, se pravi s punco, ki je bila kot Kristus pač v narekovajih pribita na tiste zaboje s pivom. Pa me zdaj zanima vajino mnenje, kaj to recimo kaže? Je to neka kriza srednjih let ali je to pač zvestoba nekim lastnim načelom, da Pahor še zmerom tja hodi? Ker redko kater pač bivši politik ima toliko fotografij z mladimi dekleti, kot recimo ravno naš bivši predsednik republike. Ja, glede na Pahorjevo zgodovino se mi zdi to, je med svojimi, ali kako bi človek lahko rekel. Torej, tam so njegove miške male, tako da med našimi. In kolega mi je enkrat rekel, kaj pa bi drugega lahko, torej Borut Pahor takrat na tisti maturantski četvorki rekel drugega kot miška mala. To je iz njega prišlo, to je on. Ja, če bi rekel miški mali, mislim, da bi bilo še hujše, ampak hvala Bogu ni rekel. Takrat bi bilo hujše, danes pa nisem tako prepričan, veš, Aljuš, da bi bilo. Samo druga stran bi se vžgala. Po mojem požel kar veliko odobravanja. Ampak vseeno bi mogoče še šel nazaj, to, kar sem mogoče že začel s tem, zakaj pravzaprav se mu je to zdelo tako fajn, torej vredno objave, pa najboljša stvar, ki se je zgodila na Škisovi, je ta odnos do cerkve, se mi zdi, da je v tem kontekstu malo problematičen. Problematičen v tem smislu, pa ne samo do cerkve, ampak do vsega, kar nekomu nekaj pomeni. Važno je samo tisto, kar meni nekaj pomeni. Torej, če bi se nekdo norčeval iz česa, kar je meni, recimo na vrhu nekih vrednostnih vrednot, tiste problematično, vse ostalo se pa lahko vsi norce delamo po mili volji. In taki odnos do svetega v današnji družbi se mi zdi, da je prišlo do res te redukcije tega, da bi še prepoznavali kakršnokoli svetost v čemarkoli, v državi, v cerkvi, v vrednotah, v ne vem čemu, torej v medsosedskih odnosih ali kakorkoli. Če meni paše, če pa meni ne paše, pa ne. Ampak to seveda ni definicija svetosti, ampak je definicija nekega voluntarizma, preko katerega torej se obračam samo na tiste stvari, ki so meni pri srcu, recimo. Ne najdemo pa enostavno več skupnega imenovalca in skupne podstati, ki bi nas nekako povezovala in nas tudi pripeljala v lepšo prihodnost. In tudi to, kar se je zgodilo s to ukinitvijo praznika, torej žrtev komunističnega nasilja, je popolnoma ista stvar. Ena stvar, danes jutri ne, meni všeč, tebi ni všeč, enostavno se ne znamo zmeniti in potem seveda pride po eni strani do tega, kar si ti omenil, po drugi strani pa do reakcije Švarc-Pipanove, da zdaj bojo vsi obsojeni, ki so se kakorkoli opredeljevali. Tako da se mi zdi, da je tudi tukaj, tudi v tem dogodku, v tem dogajanju so zelo podobni vzorci, kot so pri ostalih stvareh, ki družbo danes tako močno delijo. Lahko še nekaj glede te miške male. Zelo zanimivo je, če greš gledati tisti posnetek mislim, da je bilo na trgu, na Kongresnem trgu, ali ne vem, kje je bilo, ko je gledal te maturante, ki so plesali, in ko gledaš govorico telesa njegovo
in od njegove soproge oziroma partnerice, kako ne rečem, pač te življenjske sopotnice, spremljevalke. Na državnih prireditvah. Okay. Težave imamo z najvišjimi politiki v Sloveniji, da definiramo te vloge pač njihovih spremljevalk, ampak se trudimo. Ja, izvolite. Njej je bilo izredno nerodno, in je pogledovala proč, pogledovala njega, če misli resno. On se pa obnašal, oprostite, kot da bi kaj zaužil takega prepovedanega. Tako da jaz mislim, da bi zaradi take reakcije, recimo kot je bila takrat, ali pa tudi recimo marsikatere reakcije sedanjih ministrov ali pa predsednice državnega zbora, da bi dejansko morali naše politike redno testirati na droge. Jaz mislim, da je to v javnem interesu in da si to volivci in državljani zaslužimo, da vemo, ali je nekdo, ki nekaj počne, mogoče pod vplivom kakih prepovedanih substanc, prepovedanih, torej to, kar prepovedujemo našim otrokom ali pa našim državljanom, menda politiki ne smejo delati. Zdaj, če bi bil tukaj naš kolega Roman Vodeb, bi nam sigurno rekel, da je bil Pahor zadet, ampak ne od prepovedanih substanc, ampak pač od tistih mladenk, ki so tam okrog njega rajale in je pač se na to odzval. Ampak jaz sem tukaj vzel tudi, ali pa prevzel vlogo hudičevega odvetnika v tej oddaji. Jaz mislim, zakaj, ti si, Janez, se mi zdi dal eno dobro iztočnico, ko si rekel, zakaj se mu ravno to zdelo, tisto, kar je posebej uvekovečil, in kar je napisal, kar je tudi objavil s tem svojim poročilo, tako rekoč poročilo na družbenem omrežju Instagram, da se je udeležil te Škisove tržnice, ker samo tam je to objavil, ni recimo na Twitterju ali pa druge. Jaz mislim, da mu je bila tale Katja všeč, se je potem tudi z njo slikal in zdaj je mogel na nek način upravičiti, zakaj se recimo slika tam z eno Katjo na tej Škisovi tržnici in je potem napisal tak kontekst, da se mu je dopadlo, da je bila na tistih zabojih piva. Ker pri drugi fotografiji, ki je tudi objavil, ker je tudi z eno študentko, mislim, da je njej ime Petra, niti ni tako važno, je napisal, da pa Petra je pa vztrajala, da bi bila na njegovem Instagram računu, in zato je pač objavil še fotografijo z njo. Tako da očitno Tino Janez se je nekaj naučil iz tiste Miške Male in zdaj že vnaprej išče opravičilo, zakaj se slika s temi mladenkami. Je pa res, da so te dve verjetno malo starejši od maturantk, ampak vse pri maturantkah, če se prav spomnim, je že kar nekaj časa, kar sem jaz maturo delal, so tudi že punce polnoletne. Zdaj ne vem, ali už za koga si hudičev odvetnik, za naju ali za Pahorja, to zdaj mi ni čisto najbolj jasno. To pa si pa vsak sam odgovori. Nimam komentarja na to, imaš ti Tino? Jaz mislim, da to obnašanje je otročje, to je puhlo, prazno, populistično in se tega Pahorju res ni treba. Pahor je resen politik, to je večkrat dokazal, tudi intelektualno dokazal, tudi pogumno, on je pogumen politik. In je škoda, da take brezvezne stvari, da ga pač nesejo. Jaz zdaj ne vem, ne bi ko bi rekel, ugibal, kakšne interese je imel on ali pa te deklice in kaj je bilo v ozadju, je pa dejansko javni interes tudi to, tako da če bi recimo enega psihologa, ki bi na podlagi govorice telesa pokazal, recimo zakaj kako ima nogo, recimo, ko je fotografiran s tisto bistveno mlajšo deklico oziroma dekletom, študentko, da bi marsikaj povedali. Tako da psihologi, ki poznajo govorico telesa, so v naših medijih zelo redki. Jaz tukaj bi vseeno rekel, da večina študentk, oziroma ne večina, ampak vse študentke so že 18+, tako da načeloma je Pahorjevo zanimanje zanje v meji legalnega. Bi pa vseeno mogoče poudaril še ena dva vidika, ki se jih še nismo dotaknili, in sicer sam koncept tega križa, torej križa narejenega iz gajb piva in pa tudi ženska kot Kristusa. Se mi zdi, da sta tudi dva vidika, ki sta vredna omembe in ki sta vredna tudi analize. Mogoče tudi te, kot Tino pravi, te neke psihološke ocene in kaj pravzaprav tukaj se dogaja, ker kot vemo, Slovenci smo precej alkoholno problematični in študentje sploh. Na Škisovi tržnici pa še posebej. Tako. Vem iz prve roke. In se mi zdi, da tudi v podstati, torej v
v nekem nezavednem je tudi to, kar je ena taka bomo rekli, zgodba, ki veliko pove, no? Torej, tudi ta naša sprejemljivost do alkohola, do opijanja, in tudi do te težave, ki jo imamo kot Slovenci, pa tudi seveda drugi narodi, ampak ponavadi smo zelo pri vrhu po količini popitega alkohola in tudi vse problemi, ki so povezani s tem, torej družinsko nasilje in ostale stvari. In pa tudi ta stvar, torej, da je ženski Kristus, torej ta feminizacija, to namigovanje namigovanje na nek način, lejte, mi smo pa res za to enakopravnost, naj bo ženska tudi Kristus in tako naprej. Se mi zdi, da so to eni taki zanimivi vidiki, v katerih se še v kakšnih drugih oddajah, mogoče tudi bolj poglobljenih, recimo, ne rečem, da nismo danes poglobljeni, ampak ja, zdaj pazi, kako boš nadaljeval. Da ne bom vse pol skledo pljuval. Ja. Ne, hočem reči to, da je vredno neke analize. Ja. Ja, jaz nisem sicer, ne bom kot Primorc rekel, da sem ljubosumen, ker so tam sočki oziroma kište pive namesto sočkov vina, ne? Ja, ampak če bi ti škofjeloški študenti bili malo bolj brihtni, potem bi dejansko dali tam sočke vina, zato ker s tem bi se pa dejansko delali norca prav iz tega, kar je Zupan rekel, ne? V bistvu iz tega našega tudi pijačevanja, tudi recimo med kristjani je, ko bi rekel, alkohola ali pa prekomerne uporabe alkohola preveč, ne? Tako da bi lahko s tem se dejansko delali norca in ne bi bilo žaljivo in bi bilo pa smešno. Ne? Ja, pa še to, da bi bilo veliko bolj intelektualno, ker kot vemo, je tudi Kristus spremenil vodo v vino in je to nekako tista Kristusova ta prava podlaga. Torej, les soda bi kar primerna in bolj zabavna podlaga. Pa tudi mislim, da so pri nas v navadi te nekakšni obredi, ne, pač posvetitve, pač vina in tako naprej, ne, kot neke maše, tako da to bi mogoče šlo v neko deloma slovensko kulturno tradicijo. Eno temo bi še rad načel, da nam ne bo kdo očital, da smo dvolični. Ne. Zdaj v naši oddaji se dosti pogovarjamo, tudi danes smo vse ob robu sicer v tem, ne, da pač slovenski politiki, posebej tisti, ki so ta hip na oblasti, so kar naenkrat postali blazno občutljivi na vsako kritiko, ne, in bi vse kar kazensko preganjali ali pa saj z globo preko policije, ki v njih kaj rečejo, kar jim ni všeč. Ne. Ampak če zdaj potegnemo neko vzporednico, ne, rekli smo, Janez, ti si mislim, da omenil, pač pravosodna ministrica zdaj napoveduje neke kazenske ovadbe zoper Janeza Janšo zaradi njegovih izjav ali pa njegovih tweetov, ne, da nam ne bi kdo očital, da smo pa mi tudi tu zdaj bolj papeški od papeža, ne, pa pravimo pač kristjani se počutijo užaljene, tega se ne sme delati. Kako vidva na to gledata? Na kaj, oprosti? Ja, v tem smislu, ne, se pravi, pač, vidva sta rekla, ne, to je pač žaljivo in tako naprej. Zdaj, a je kakšna vzporednica med tem, kar počnejo vladajoči politiki, ki so tudi različne stvari za njih žaljive, pa da bi tudi tukaj morali biti bolj tolerantni tudi v takih stvari, kot je recimo pač ta dogodek na tej Škisovi tržnici, ali ne? Razumem. Jaz mislim, da zdaj nekaj biti žaljiv, nekaj pa nekoga užaliti. Ne? Jaz mislim, da kristjani, tako kot sem že povedal, oziroma katoličani, da načeloma za take neumnosti ne bi bili užaljeni. No? Se mi zdi, da je to kontraproduktivno in da tudi mislim, da niso, no? Da v večini primerov niso, da so pač rekli, neposrečeno in žaljivo, ampak nismo užaljeni zaradi tega. Tudi tisto voščilo, katerega si omenil, se mi zdi, da je v podoben diapazon paše. Tako da absolutno smo preveč občutljivi. No? In če, tako kot si ti rekel, gledaš, torej meraš z enakimi vatli te stvari, se mi zdi, da je lahko marsikdo za marsikaj užaljen. Tako da se mi zdi, da moramo vseeno stopiti en korak nazaj, pa biti majčkeno manj užaljeni, pa bomo lahko potem si tudi več povedali v nekem smislu stvari, ki so resnične in ki so v skladu z realnostjo, da tako rečem. No, ne pa, da se nekaj pretvarjamo, pa da se potem, tako kot se je Borut opravičil za nekaj, česar sploh ne misli, da se je potrebno opravičiti, recimo. Ja, se tako je tudi na opravičilu napisal v resnici, ne, če ga pozorno prebereš. To iz opravičila tudi izhaja, da se opravičuje bolj reda radi, smo rekli včasih, ne, v bivši skupni državi. Tino, kaj ti praviš? Ja, recimo, če gledamo, če bi se norčevali recimo v Vatikanu, kjer ima cerkev tudi formalno oblast, je to ena. Bi lahko primerjali recimo z našimi politiki. Tu se pa delajo norca iz preprostih ljudi, ki hodijo k maši. Ne?
Tako da tukaj je vendarle razlika. Ne? Če ti postaneš politik, moraš pričakovati to, da se bodo ljudje, recimo, da se bodo zanimali zate, da jih bo zanimalo, kaj delaš, kaj ješ, kaj počneš, kakšni so tvoji otroci. In je to neke vrste javni interes. Lahko rečemo, da je senzacionalizem, ampak vendarle. Ne? Če predsednik države prevara svojo ženo, je to novica. Če ne vem, moj sosed prevara svojo ženo, to ni novica. In v vseh državah je to zelo jasno narejeno, le pri nas. Ne? Pri nas recimo, ko je bil Janša, so ga secirali, ne? Vse je bilo treba vedeti in vse so delali z njega, celo spomnite se, ko so njegove otroke razglasili za ne vem, prizadete in tako naprej, da jih je potem moral pokazati, da je to vrgo. Zdaj tukaj pa ne smeš nič povedati, oziroma primer Vodeba, ne, ko je dobil kazen, oziroma zdaj zaradi tega grozi celo Faktorju prepoved oddaje. Ne. Zato sploh lahko pogovarjamo o tem, da komu pride taka ideja, na misel je zaskrbljujoče. Jaz bi samo to rekel, da za razliko od škofjeloških študentov, ki so se recimo temu norčevali iz nečesa, je pri naših trenutnih oblastnikih bolj problem, da sami delajo norca iz sebe na nek način. Si dobro povedal. Da se norčujejo iz svojih funkcij mogoče. Ne? Mislim, tako. Iz funkcij se norčujejo. Je pa še ena povezava, je ena skupna točka teh škofjeloških študentov, mislim, teh predstavnikov oziroma teh kluba škofjeloških študentov, ker sem prepričan, da večina škofjeloških študentov je veliko bolj brihtnih, kot so ti na Škisovi tržnici. Torej, skupna točka vlade in njih je, da inteligenca ni ravno neka vrhunska pri enih in drugih. Čeprav, Tino, sem te hotel vprašati, pa je pol vmes Janez uskočil, nič hudega, bom pa zdaj. Ne? Se veš, teza, antiteza, sinteza. Kaj se zgodi, če je tvoj sosed predsednik vlade? Preko si razlagal, kaj je novica in kaj ni novica. Ja, potem to, da je moj sosed predsednik vlade, je novica. Pa neka druga novica pride v ospredje. Zdaj me zanima, kaj vidva mislite. Ne? Zdaj pač navajeni smo, da se najvišji predstavniki države oglašajo na vse sorte, na to se zaenkrat še niso oglasili. Mislite, da se bo kdo oglasil, predsednica republike, predsednik vlade, mogoče predsednica državnega zbora, ona verjetno s pesmijo, pa vendarle pričakujete kak odziv ali mislite, da bo zadeva počasi šla v pozabo? Jaz mislim, da se ne bojo oglasili zato, ker jih kristjani ne brigajo, ker je to, ko bi rekel, drugorazredna tema, ne, in je pač to stanje duha v Sloveniji, zato težko verjame, da se bo kdo, je tudi minilo toliko časa. Ne? Tako da, ko se bodo, če bi se pa, ne se poskusijo delati norca iz, recimo, istospolnih, ne? Škis, če so tako odprti, ne? Detaj. Ja, jaz se strinjam s Tinotom. Torej, oglasili se ne bodo, to nas ne bo presenetilo, ker imajo tudi veliko drugih tem za njih bolj pomembnih, za katere se morajo oglašati in objemati politike, kot jih objemajo, tako da se mi zdi, da tukaj ni nobene dileme, da ne bomo deležni kakšnih presenečenj v tej smeri. Saj tu jim lahko priskočimo na pomoč, če se oni ne oglasijo, se pa mi. Tino Mamić, Janez Zupan, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, koga so užalili škofjeloški študentje, že 889. Faktor na TV3. Glejte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, kdo si bolj želi nove državljanske vojne, Janša ali Golob. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.